vprašal, iz katerih župnij prihajajo ljudje, prihajate. Veste, to je bila kar številka preko 20, na 30 župnij. In to je razumljivo, saj je to najvišje naše narodno svetišče. Največje Brezje, najvišje pa Kredarica. Danes bi bilo pa bolj primerno vprašanje, tukaj, ko smo domači župniji, katera vsa društva so tukaj navzoča in koliko je društev. Ne bomo to spraševali, ampak lepo je, da se zberejo tudi predstavniki društev, člani društev in tudi vsi vi, ki čutite, kako je župnija kot ena velika družina. Družino pa povezuje mama. In mama je Marija, naša nebeška mati. Današnji praznik doživlja kot res lep praznik. In to zato, ker vsako leto mi gre misel v prazniku Marijinega vnebovzetja, da je zelo blizu ali pa soroden s praznikom Jezusovega vstajenja. Ta zunanji izraz, izhod navzgor, je podoben pri Jezusu, ki je Marijin sin, pri Mariji tudi izhod navzgor. Razlika pa je v tem, da Jezus je bil pokopan v grob. 3 dni je bil v grob. In potem je ta, če bomo rekli temu, svoj grob zapustil. Marija pa verjetno ni bila pokopana v grob, ampak je njeno telo v trenutku končanja zemeljske poti bilo poveličano in vzeto v nebeško slavo. Kolikokrat mi pride na misel spomin, ko smo še kot bogoslovci imeli romanje po sveti deželi. In nam je potem vodič rekel, gremo še v cerkev Marijinega groba. Zdaj, kako zdaj to? Cerkev Marijinega groba, Marija namreč groba ni potrebovala. Ampak ljudje kristjani so čutili v sebi tako močno željo, da se pokaže to, kar se je zgodilo ob koncu Marijinega zemeljskega življenja. In so naredili cerkev. In v cerkvi kar globoke stopnice navzgor in od spode v tej globini majhen grob. Se veste, kakšen je prazen. V tem grobu nikoli nobenega ni bilo. Ampak to zunanje znamenje nas vodi k temu, Marija ni bila pokopana, ker ni bilo potrebno, ker je bilo telo iz te zemlje odvzeto Bogu. Naša telesa, ko bomo končali življenjsko pot, bodo pokopana zato, ker so iz te zemeljske snovi. Tudi kar vemo, iz kakšne snovi so naša telesa in se vračamo v zemljo. Vendar človek ne obstaja brez telesa. Angel je brez telesa, človek ne. In ko bomo molili veroizpoved, imamo tudi molitev, verujem v stajenje mesa in večno življenje. Na koncu pa amen. Mi brez teles nismo tukaj na zemlji, seveda da ne, ampak ko bomo mi začeli življenje v polnosti, bomo imeli poveličena telesa, tako se bomo prepoznali, tako bomo živeli. Človek je telesno, duhovno duševno biti. Angeli so samo duhovna bitja, človek pa ne. In Bog nam daje to dragocenost. In zato je današnji praznik taka veličina, da se vsako leto zavem, nekoč, zdaj zopet eno leto bližje, v tisti trenutek, ko bo odhod z tega sveta in proti večnosti, proti polnosti življenja. Še ena stvar bi dal veličino današnjega praznika, je pa moja zelo tako osebna misel,
ki je šla iz tega zemeljskega življenja neposredno v polnost življenja v nebeska. Vsi ostali, tudi svetniki, so imeli vmesno postajo, morda zelo kratko, da so se res očistili, da so postali brez nadeža. Tudi mi bomo verjetno kar imeli vmesno postajo. Bog daj da kratko, da ne bo pretežka. In prav prošnja Mariji Nebozeti je prošnja Gospod, ne bo ta vmesna postaja trpljenja, očiščevanja, dopolnitve nedoslednosti greha. Majhna, kratka, ampak tako kot je potrebno. In Marija je gotovo naša prva priprošnica za našo življenjsko pot in za našo prihodnost. Marija je bila vzeta v nebesa s telesom. To ni kar tako rečeno. Ste kdaj pomislili, da s telesom mi delamo dobre stvari? Žal da je tudi slabe. S telesom prinašamo drugemu pomoč, veselje, radost. Brez telesa človek nič ne naredi. S telesom ustvarjamo in delamo dobra dela. Kako dragoceno je človeško telo. Zato ga tudi s tako spoštljivostjo pokopljamo, ker vemo, da ta človek, ki je živel s tem telesom, bo s temi dobrimi deli šel v polno življenje. Sam tudi mislim, da kdor se res zaupanjem priporoča k Mariji v molitvi, lahko kar računa res na Marijino pomoč. In današnji praznik Marijinega vnebovzetja je tisti najmočnejši dan, ko prosimo Marijo, Marija, vodi s menoj na moje življenjski poti. Daj besedo pri svojem sinu zame, na dobro besedo zastavi, zato da bi v tistih trenutkih pomembno očistiti življenje, vse, kar loči od veselja svetosti od Boga, bilo narejeno naše. In v tem veselju bomo tudi po sveti maši vstopili v proces, kot da bi hoteli pokazati, Marija ne gre z nami po naši poti življenja, po naših krajih, po naših domovih, v kraju, kjer živimo, neko navzočnost Marijine priprošnje pri Bogu.